V sredo 21. marca 2012 je ob 18. uri v veliki avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah potekalo zanimivo predavanje v organizaciji Nauti kluba Rogla in v sodelovanju z Zavodom Splošne knjižnice Slovenske Konjice. V goste je prišel legendarni vremenoslovec Jure Jerman, svetovalec jadralcem, bil je tudi vremenko na Guy Legend in velikem viharniku ob velikih zmagah na dolge proge, je pa seveda tudi sam dolgoletni jadralec, ki svoj prosti čas z družino rad preživlja na jadrnici. S svojim znanjem in izkušnjami je pomagal že več jadralcem svetovnega formata z izdelavo vremenskih modelov v okviru vremenskega rutinga, ki jadralnim tekmovalcem pomagajo pri jadranju. Ruting je načrtovanje najboljše poti na morju glede na vremenske pogoje. Sodeloval je z znanimi ekipami in posamezniki. Posebej velja omeniti rezultate slovenskih jadralcev Andraža Mihelina in Kristjana Hajnška na čezoceanski solo regati iz Francije preko Kanarskih otokov do Brazilije Transat v profesionalnem oceanskem razredu jadrnic Mini 650. Z jadranjem se je meteorolog Jure Jerman prvič srečal pri 8 letih, ko sta z bratom na kajak montirala jadra in obplula Bohinjsko jezero. Potem je prišlo na vrsto morje, Koprski klub Jadro ter 3 evropska in 2 svetovni prvenstvi. Kasneje je Jerman športno zaljubljenost prepletel v službo. Poleg dela na Uradu za meteorologijo oziroma sedanji Agenciji Republike Slovenije za okolje, kjer od leta 1995 razvija numeričen vremenski model Aladin za Jadran, se ukvarja še z napovedmi za vrhunske športnike, pri čemer je najpomembneje poznati jadralca oziroma ekipo, jadrnico, konkurenco, značilnosti vremena na konkretnem območju, je med drugim povedal tudi na tem predavanju vplivu meteorologije pri jadranju. Pri svojem delu poskuša spremljati lokalne vremenske znake, ki so velikokrat pokazatelj nekih večjih procesov. Na osnovi teh lokalnih znakov se lahko napoveduje vreme za zelo kratko obdobje v prihodnosti. Cirusi in obrat vetra so lahko na primer znak prihajajočega poslabšanja. Ampak brez širše slike bo zelo težko uganiti, koliko časa bo poslabšanje trajalo in kakšni bodo vremenski pojavi. Na vprašanje zanesljivosti in točnosti vremenske napovedi je odgovoril, da so meteorološka opozorila mnogokrat presplošna in da se s podajanjem vremenske napovedi v besedi izgubi veliko pomembnih informacij, zato je bolj zanesljiva, sploh za jadralce, vremenska napoved na karti. Predavanje je privabilo konjiške jadralce in njihove prijatelje iz okoliških navtičnih društev. Tovrstne aktivnosti Nauti kluba Rogle so redne priprave na največji projekt kluba, ki se približuje konec meseca maja, to je izvedba tokrat jubilejne 10. konjičanke, regate, ki bo zopet privabila okoli 250 jadralcev in bo letos potekala v Biogradu na Moru na Hrvaškem. Jure Jerman je s konjiškimi jadralci delil znanja in izkušnje, ki bodo vsakemu lahko pomagale biti boljši na regatnem polju. Seveda velja poudarek tudi na varnosti, kjer je pravočasno in pravilno prepoznavanje nevarnih vremenskih pojavov vedno ključ do zadovoljnega zaključka navtičnega udejstvovanja. Jure Jerman, meteorolog, vremenar, kakorkoli vzamemo, danes ste bili gost Navtičnega kluba Rogla iz Slovenskih Konjic. Je to običajno, da se potepate tudi po Štajerskem in jadralcem razlagate o vremenu? Jadralski klubi rastejo kot gobe po dežju, ampak na Štajerskem ni bila pred leti praksa, zdaj pa malo drugače. Na Štajerskem smo dejansko prvič na takem predavanju. Veseli me, da je prišlo kar precej ljudi. Seveda je sama tematika taka, da ljudi zanima, jadralce vreme zanima, ker so od tega zelo odvisni in pravzaprav me veseli, da je tudi na Štajerskem zanimanje za to. Ja, tudi sami ste jadralec po duši, ste se z jadranjem ukvarjali prej kot z vremenom ali z vremenom prej kot z jadranjem in vas je to mogoče še pognalo v te vode? No, prej je bilo jadranje kot vreme. In sicer jadrati sem začel že tam pri starosti 10 let, sva z bratom se preganjala po Bohinjskem jezeru, pa potem po Piranskem zalivu in pravzaprav je bilo jadranje tudi en od tistih momentov, ki me je usmerilo v meteorologijo. Je pa trajalo kar nekaj časa, pa nekaj izkušenj je bilo potrebnih, da potem začne človek obe dve zgodbe povezovati v eno. Ja, to je tudi bila vsebina današnjega predavanja. Za nekatere je v bistvu vreme samo izdelek, ki ga vzamejo in ga potrebujejo za svoje vsakdanja opravila, ali so to kmetje ali pa tudi jadralci. Po današnjem predavanju pa se tudi meni odpirajo zadeve, da bi rekel, da mogoče je komu potrebno malo več znanja, da razume, da metode oziroma napovedovanja niso zanesljive 100% in da nič čudno, da včasih mogoče kdo kaj pogreši in da bo še nekaj časa trajalo, da bo bolje. No,
trudimo se, profesionalno se trudimo narediti napovedi, ki bodo vedno boljše. To se pravi, nikoli, bi rekel, napovedi ne zgrešimo zaradi tega, ker bi bili po domače povedano šlampasti. Ampak enostavno vreme je za kompleksen proces, do presenečenj bo vedno prihajalo, napovedi bodo sicer boljše, 100% pa nikoli. No, če pa odgovorim na prvi del vprašanja, se pa da zelo veliko, ljudje smo danes ratali dejansko leni. Če smo naše dedke pa babice vprašali po vremenu, so dejansko imeli občutek za dogajanje po lokalnih vremenskih znakih, so zelo dobro vedeli, kaj jih čaka ta dan ali pa mogoče naslednji dan. Moderni ljudje smo se, kar se tega tiče, zelo polenili. Trdim pa, da z nekaj poznavanja ene take zelo osnovne srednješolske fizike, pa predvsem z zdravo kmečko pametjo, lahko naredimo korak naprej in si pomagamo dejansko tudi sami. In to je tisto, kar nas bo naredil recimo na eni regati hitrejše kot ostale. To se pravi, vreme je tisti moment, ki ga je vsekakor treba upoštevati, recimo, ko smo na eni regati. Ja, očitno res. Želimo vam mnogo napovedovalskih uspehov v vremenu in pa tudi sicer osebnih užitkov ob jadranju. Hvala lepa.